Lahko mogoče pojasnite, kako bi ta zadružni sistem potekal? V glavnem se da na več različnih načinov postaviti tako potrošniško zadevo kot potrošniško zadrugo. Lahko jo kombiniraš celo tako, da imaš znotraj zadruge dva različna tipa deležnikov, to pomeni, lahko imaš potrošnike, lahko imaš dobavitelje, lahko imaš celo zaposlene. O tem se je pač treba pogovarjati, ker zadruge so pač na nek način samoupravne forme, to pomeni deležniki, ki vstopajo, tudi odločajo o tem, ne glede na to, da je njihov delež, vseh deleži so enaki in imajo pač enako pravico, ne gre na kapitalski vložek. Tako da ja, v bistvu to ponavadi ni deljivo lastništvo, to pomeni, ne morete ga več prodati. To se ne bi moglo več zgoditi, naprimer Kopu v Italiji, to je ena velika, enostavno ga ne more nihče ne kupiti, ne prodati, ne nič takega. Na ta način so pač zavarovali potrošniki svoje premoženje. Lahko še vas mogoče vprašam, kako bi po vašem mnenju lahko ustanovili zadrugo? Mislim, kdo bi bil v tej zadrugi, da bi pokril več 100 milijonov evrov kupnine, ki jo zahtevajo banke, poleg tega pa Pivovarna Laško, poleg tega še milijardo dolgov. Verjetno bi se dalo razmišljati na več načinov. Jaz mislim, da v bistvu ni point, da gremo kupovati to, kar je že v javni lasti, ker računajte na to, da je večji del lastnine plačujemo skozi slabo banko, skozi različne bančne pomoči in tako dalje, do kapitalizacije, da ne govorimo o tem, da v bistvu ne malo teh zadev smo tudi subvencionirali na različne načine skozi javna sredstva. Tako da jaz mislim, da nimamo kaj kupovati. Mislim, da je treba pač ugotoviti, koliko je katerega premoženja javnega. V bistvu Mercator smo mi že dokapitalizirali davkoplačevalci skozi slabo banko. Ampak banke, na njih se mogoče še da pritisniti v državnem lastništvu. Kaj pa recimo Pivovarna Laško, močno zadolžena, recimo je nuja prodati. Banke imajo, ampak Pivovarna Laško je pač na robu preživetja, kar se tiče pač za njih je deležna pivovarna v Mercatorju eden od virov prihodkov, s katerimi se bojo razdolžile. Mislim, trenutno se pogovarjamo o teh 53% in teh 53% je bistveno za to, kdo bo naslednji upravitelj Mercatorja. Ker ni važno samo, kdo je lastnik, mogoče še bolj pomembno, kdo je tisti, ki z lastnino upravlja. Lahko vprašamo, od kje imate tele izkušnje z zadrugami? Torej, jaz sem eden od tistih, ki smo v konec 90-ih let ustanavljali zadruge, ki so neslavno propadle prav zaradi tega, ker so zadruge v Sloveniji na nek način diskriminirane. Namreč vsaka kapitalska firma lahko konkurira za javna sredstva, razvojna sredstva, investicijska sredstva, konec koncev za subvencionirane obrestne mere. Zadruge tega ne morejo. Do pred mogoče 3 leti sploh ni šans, da si se pojavil kot zadruga na kakršnem koli takem razpisu. Zdaj je to nekaj malega bolje, ampak samo formalno, ker v resnici pač to ni dovolj trdna zadeva. Gre pa za to, da zadruge v bistvu predstavljajo na en način eno alternativo klasičnim načinom zaposlovanja in jih cela Evropa na nek način spodbuja, torej evropske države, pa tudi Evropska komisija za časa Prodija je to spodbujala. Zdaj Barrosova je v bistvu to potisnila v drugi plan in v prvi plan potisnila socialna podjetja, ki so bolj ali manj zelo charity usmerjena, to je zelo miloščinsko usmerjena. Jaz pa mislim, da je v bistvu problem v tem, da so zadruge pravzaprav zaradi te svoje skupnostne naravnanosti trn v peti lastnikov in da v bistvu delajo na tem, da se jih prikaže tako, zato, ker niso. Le redke slovenske zadruge so v bistvu sposobne preživeti same, to je dokazala analiza recimo poslovanja zadrug. Če vzamemo analize, ki jih je delala naprimer ekonomska stroga neoliberalnega tipa, je to res. Če pa greste izračunati namreč donos zadruge, za zadrugo ni pomemben profit, končni profit samo, ampak tudi je profit samo sredstvo za boljše življenje njenih članov. Kaj pomeni to? Da
zadruga, ki dela za profitom, bo ta profit, preden ga bo prikazala kot profit, investirala v razvoj zadruge, v standard svojih zaposlenih, v izobraževanje, v stanovanjske sklade in take zadeve. Torej pomeni, je neprimerljiva zadeva z klasično bilanco podjetja pa zadružno bilanco. Zadružne bilance v Italiji poznajo socialno bilanco. Socialna bilanca pomeni zadovoljstvo vseh, ki se udeležujejo delovanja zadruge. To pomeni zaposlenih, tistih, ki so plačniki uslug oziroma storitev in vseh tistih, ki v lokalni skupnosti so deležni kakršnekoli bonitete iz te zadruge. In tega niti ni malo. Tako da v bistvu je čist neprimerljivo in kadar začnejo to primerjati, takrat vedite, da vas v bistvu imajo malo za norca. Ampak v bistvu tudi, če zadruga ustvarja izgubo, potem tudi ta socialna bilanca ne more biti nekaj pozitivna, verjetno. V svetu je propadlo največ zadrug tam, kjer so nastale čez noč. V resnici zadruge skoraj da ne propadajo. In to tudi pomeni, da ne grejo v stečaje. To med drugim pomeni tudi, da stečaje pokrivajo vsi deležniki, in nobenemu deležniku ne pade na pamet, da bi prišel do 100-milijonske izgube, kar je najbolj običajna zadeva za nekega kapitalskega lastnika. Ne 100-milijonske, 100-milijardne. Vse jih bo pokril vsak davkoplačevalec po malem. Samo še to vprašanje. Aerodrom Ljubljana, tudi za proti privatizaciji tega ste, recimo, zdaj se napoveduje privatizacija aerodroma, Telekoma, počasi se zbirajo zavezujoče ponudbe, recimo. Vi ste proti privatizaciji vsakega podjetja, ni važno od panoge, ni važno od v bistvu, najprej treba videti, kaj v bistvu ta podjetja so, in jaz mislim, da na temelju tega se da videti hitro, da so to podjetja, ki, če jih bomo prodajali kar tako, da bodo to polomi. Vse se je pokazalo, ne samo na tem zadnjem, na Heliosu, čisto enostavno Fruktal je treba pogledati. Tam so v bistvu kupili Fruktal, kupnino je uplačal nekdo iz Evropske banke za razvoj Srbije, ne Slovenije. Ta sredstva so lih tako Sloveniji na razpolago, ampak mi pač po ta sredstva nismo šli. V Fruktalu so do zdaj odpustili že prvih 10%, takoj, po 3 mesecih, 10% zaposlenih in naslednja doza, ki bo šla na zavod, je že pripravljena, tako da počasi se pač dogaja tisto, kar se je napovedovalo, kadar se je šlo v prodajo. Drugač pa, če rečem, da je Evropska banka za razvoj financirala ta nakup, ta ista sredstva so Sloveniji na razpolago. Problem je v tem, da jih pač ne gremo iskati, ker je slovenska država odločena, da bomo pač prodajali komorkoli. Pravi ste bolj proti tujim lastnikom, kar proti slovenskim? Ne gre za to. Gre za to, kaj v bistvu bomo davkoplačevalci plačali na koncu, ko bojo te prodaje realizirane. Namreč kaj je, ko ti odpuščaš ljudi, ti ljudje dobijo nadomestila za brezposelnost, naslednja stopnja je socialna pomoč, vse to gre v stroške države. Me zanima, če je kakšen minister od teh, ki zdaj še tam sedijo, izračunal kdaj, koliko bo to koštalo davkoplačevalce in kaj je bolj smotrno na tej osnovi narediti. Če ne drugega, vsaj to. Nacionalni interes ima na en način skoraj Menzinger prav, ko ga skozi tika, ampak mislim, da samo v tem smislu. Mi nismo neizčrpno brezno, iz katerega žvleku denar, davkoplačevalci. Pač je treba se nekje ustaviti in treba malo zračunati, kaj je bolj smotrno in pametno. To je vse. Čisto enostavno, Argentino v bistvu so lastniki zapustili zaprte tovarne, ki jih še niso utegnili izprazniti. Pri nas prevzemamo
bi morali prevzemati polne tovarne in to zaposleni, ki imajo še plače ali pa jih mogoče 2-3 mesece niso dobili. Tu je razlika je pa še v eni stvari. V Argentini je bilo moč izterjati svoje neplačane prihodke strani delavcev skozi sodišča. Pri nas je to tako dolgotrajen postopek, da se enostavno ljudje prej demoralizirajo, preden pridejo do polovice postopkov, kaj šele do konca. In najpogosteje se tudi ni kaj več izplačati, ker je v bistvu lastnik vse že skril v druge recimo hčerinske firme ali pa sosedove ali pa sposojene in tako dalje. Tako da v bistvu pri nas smo bolj perfidni, so lastniki bolj perfidni in delavci manj pogumni, ker jim je pač še zaenkrat nekako. Jaz pa mislim, da je v bistvu prav to tisti razlog, ki v bistvu dejansko strah jih je, ne? To je to. In strah, ki ga imaš, kadar gre za preživetje, je zame čisto razumljiv, ne? In jaz mislim, da ta strah je vse bolj prisoten. Tako da zelo malo, naprimer, Mercatorjevih zaposlenih je pripravljenih javno demonstrirati, zaradi tega, ker bo ga jutri čaka lahko knjižica. Pa še kaj hujšega. No, jaz mislim tudi, da se do zdaj je čisto premalo govorilo o tem načinu delavskega upravljanja in da tudi ni niti javne podpore temu načinu, niti politične podpore. In to je en velik minus za to, da se pač to ne dogaja pri nas. Ko se bo to začelo, ko bojo prvi pozitivni primeri takega prevzema, se bo potem počasi začelo to dogajati. Je pa res, da brez politične podpore ne može. In zato se Združena levica zelo zavzema za delavske potrebe.